Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing pred veliko nagrado Mehike. In kot običajno bomo tudi tokrat skušali podati vse tiste pomembne podatke pred začetkom današnje dirke. Kot ponavadi bo tudi danes zadnji briefing razdeljen na 3 dele. Najprej si bomo ogledali, kaj se je zgodilo zanimivega v samih kvalifikacijah. Nato bomo skušali razumeti ritem za posamezno ekipo in poleg tega si ogledali kakšno zanimivost, ki izhaja iz telemetrije. Na koncu bom pa predstavil še moje osebno videnje glede možnih strategij. A videli boste, da pravzaprav danes so vsi 3 deli med seboj povezani. Torej, preskakovanje iz enega na drugega morda nekomu ne bo dalo preveč jasne slike. A začnimo s tistim, kar se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah, kjer smo vsi mi bili deležni velikih presenečenj. Najprej smo videli, da je bil najhitrejši Lando Norris, za njim oba Ferrarija. In tu moramo poudariti, da tokrat smo lahko videli, da imajo pri skuderiji Ferrari prvo pravo priložnost, da bi lahko letos dirko za veliko nagrado celo zmagali. Videli bomo sicer, kaj se bo zgodilo na dirki, ampak do sedaj z obema voznikoma tako spredaj niso bili. Seveda Charles Leclerc pred Lewisom Hamiltonom, kar je nekako razumljivo. Nato seveda smo videli na kvalifikacijah Russella na 4. mestu in komaj na 5. Maxa Verstappen, ki je imel, bodimo iskreni, presenetljivo velik zaostanek. Takoj za Maxom se je znašel Andrea Kimi Antonelli in na 7. mestu Carlos Sainz mlajši. Ne smemo pozabiti, da Sainz je imel še kazenska mesta, ki si jih je prislužil, seveda na veliki nagradi Združenih držav Amerike. In na 8. mestu kvalifikacij Oscar Piastri. Njegov zaostanek za moštvenim kolegom je bil skorajda 60 oziroma 588 tisočin, kar je ogromno, kar je skorajda nerazumljivo. Namreč tudi sam Piastri ni razumel, zakaj je bil njegov McLaren toliko počasnejši od tistega, ki ga ima na razpolago njegov moštveni kolega. In treba je povedati, da če je bil od Piastrija hitrejši na kvalifikacijah Sainz, ki ima enak pogonski sklop in menjalnik, ki ga vidimo pri Mercedesu, no ja, kakšen sum prihaja lahko na dan. Namreč tudi Antonelli in Russell sta bila bistveno boljša. In tu sedaj ne bomo ustvarjali polemik, ampak obstaja možnost, da so pri McLarenu izbrali prvega voznika, ki ni Piastri, in seveda mu pomagali tako, da so Piastriju dali morda slabše nastavitve, slabši material, ne vem, nimam dokaz. Težko je drugače nekako razložiti, da je Piastri izgubljal na vsakem ovinku nekje v povprečju med 4 in 5 tisočinkami sekunde, kar je ogromno. A na štartnem razporedu bomo videli nekoliko drugačno situacijo. Seveda tam spredaj nobenih sprememb, kjer bi rad poudaril, da bo Norris začel v koloni pred Hamiltonom, nato bomo videli Verstappena in seveda tako naprej. Kot sem že omenil, Carlos Sainz mlajši
bo potisnjen nekoliko v ozadje, zato bo Piastri začel iz 7. štartnega mesta in bo torej na tistem delu proge, kjer je linija, kjer je malce več gume na asfaltu, kjer bo imel malce boljši oprijem. Je to tu tako pomembno? Seveda je. Kot smo že govorili, od samega štarta pa do prvega ovinka je tu najdaljša razdalja. Torej, tisti, ki začnejo na lihem delu proge, bi morali imeti določeno prednost. Ampak sedaj, če pogledamo še enkrat na hitro štartni razpored, kaj bi lahko dejali? Da bo Piastri prisiljen boriti se z Maxom Verstappenom, kajti Norris je preveč spredaj, in da praktično je Piastri, vsaj na veliki nagradi Mehike, prisiljen biti tisti drugi voznik pri McLarenu. Mislim, da je to nam vsem jasno. Rad bi poudaril še nekaj. Ni imel samo Piastri velikega zaostanka za Norrisom, tudi vsi ostali. Že drugo uvrščeni Leclerc je za samim voznikom McLarena zaostajal za 262 tisočink. Hamilton je bil še približno slabo desetinko počasnejši. Kot vidimo tu na grafu, je velika razlika med prvim in vsemi ostalimi. Kar pomeni, da je Lando Norris napravil velikansko razliko, ampak marsikoga bo sedaj zanimalo, kje. Tu so sedaj tisti časi po sektorjih, ki jih je dosegel posamezni voznik, in če primerjamo tam na vrhu, bomo takoj ugotovili pravzaprav večino tiste razlike, ki smo jo videli na koncu kroga, je Lando Norris ustvaril v tretjem sektorju, torej v tistem tehničnem delu, na tistem delu proge, ki gre po bivšemu igrišču za bejzbol, da se malce bolje razumemo. Zakaj je to tako pomembno? Ker bo imel na tisti dolgi ravnini verjetno prednost, ker bo hitrejši na predhodnem delu in se bo morda tako lahko bolje branil pred napadi. Sam pričakujem, seveda na sami dirki, da bosta lahko, podobno kot v Austinu, oba Ferrarija nekako zadrževala voznike za seboj, medtem ko bo imel Norris enkratno možnost za pobeg. Ampak, da se zgodi kaj takega, mora imeti Norris tudi pravi ritem. In kot ponavadi se bomo tudi tokrat ozrli na tisto projekcijo, ki jo dobimo na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. In tu vidimo, da ima McLaren prednost pred Red Bullom, ki je ocenjena približno na 15 stotink na krog, nato je Mercedes z 30 in seveda ne smemo pozabiti na 4. mestu Ferrari, ki jih ima 35 na krog. Če vzamemo neko statistično napako, bi lahko dejali, da Ferrari bi moral, po tistem, kar nam je dano vedeti, zaostajati za McLarenom približno v povprečju 30 na krog. In če se zdaj spomnite, koliko sta zamujali Leclerc in Hamilton za Norrisem, smo tam približno zaokroženo 30 na krog. Vidimo lahko, da imamo ekipo Racing Bulls, ki zaostaja že več kot pol sekunde, nato Aston Martin, Williams in tako naprej. Vsekakor, kar se tiče ritma, bo treba iskati favorite med tistimi prvimi 4 najmočnejšimi ekipami. Ne smemo pozabiti na nekaj, da pravzaprav je drugo mesto Charlesa Leclerca nekako sad izjemno tveganega kvalifikacijskega kroga. Mnogokrat sem že dejal, da Charles Leclerc zna dati tisto nekaj več prav na en hiter krog. Danes, ko si bomo ogledali telemetrijo, bomo tudi razumeli, zakaj. Charles Leclerc
je zaostal za Landom Norrisom malce več kot četrtino sekunde. Ampak sedaj, če primerjamo te krivulje enega in drugega v najhitrejšem krogu, bomo opazili nekaj zanimivega. Da je tista rdeče barve, tista, ki predstavlja Charlesa Leclerca, zamaknjena nekoliko v desno. Ker je Charles Leclerc zmeraj kasneje stopil iz stopalke za plin in posledično začel zavirati in tako v ovinek nesel določeno količino hitrosti, ki mu je pomagala, ampak bilo je izjemno tvegano. Namreč, če bi zadeve še malce bolj nekako povečal, bi lahko na ovinku tudi zletel, kajti šel bi mimo tiste idealne zavorne točke. Seveda na kvalifikacijah si to lahko privošči na enem krogu, ampak na 71 po mojem ne. Govorili smo tudi o ritmu in seveda v tistem prispevku pred kvalifikacijami sem vam omenil, da na pneumatiki soft sta oba McLarena, ampak posebej Lando Norris, imela fantastičen ritem. Dva grafična prikaza sem vam v tistem prispevku že podal, ampak sedaj imamo tudi tretjega, kjer bomo takoj videli, kjer je tudi prednost McLarena. Seveda v tem prikazu, bolj kot so krogi spravljeni v navpično strukturo, večji je raztroščen. Bolj kot je skupina vodoravna, bolj vidimo, da je voznik bil konstanten. Poglejte, kaj je bil sposoben napraviti Lando Norris pneumatiko soft v primerjavi s tistim, kar so drugi delali na pneumatiki medium. Da se zgoditi, kot sem že omenil, da bo Lando Norris, če bo vsaj dostojno štartal, lepo zbežal in na to ga lahko ne bo nihče ogrožal. In zanimivo dogajanje, vsaj za večino navdušencev, bo tam zadnji. Ampak, kot običajno, izjemno pomembno bo imeti tudi pravo strategijo. In tu seveda bo sedaj tisto, kar se meni zdi najboljša opcija, glede tistega, kar sem videl na prostih treningih, glede na pneumatike, ki jih imajo vozniki na razpolago, in kot običajno v našem srečanju v živo, pred samo dirko, bom predstavil tudi tisto, kar mislijo pri Pirelliju v ponedeljkovem komentarju, bomo pa na koncu imeli krajšo analizo ter rezultate napovedi primerjali s tistim, kar so ekipe pokazale res naproti. Tu na veliki nagradi Mehike imamo podobno kot v Austinu tako imenovani preskok mešanic. Nimamo zaporednih trdot in zaradi tega menim, da obstaja velika verjetnost, da bomo videli nekaj podobnega kot v Teksasu. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 25 krogov in nato nadaljevati na pneumatiki medium za nadaljnjih 46 krogov. Seveda možno je zadevo tudi obrniti, kot smo videli v večini primerov na veliki nagradi Združenih držav Amerike, kjer bi se tisti drugi del na pneumatiki soft nekoliko daljšal, ampak govorimo o morda 3 krogih in ne več. Seveda gre za izjemno tvegano strategijo, ampak je tista, ki nekako zagotavlja optimalen ritem od začetka do konca. Kolikor vozniki ne bi imeli možnosti nekako imeti tako dolgih stintov, bi si lahko izbrali naslednje. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati 23 krogov in nato 48 krogov na pneumatiki hard, ki je pa seveda bistveno počasnejša v primerjavi s tisto medium, ki sem jo predstavil zgoraj. Ampak, če zopet z pneumatiko soft ne bi bili sposobni peljati tako dolgega stinta, bi jo lahko v prvem delu nadomestila pneumatika medium za približno 30 krogov in nato 41 na pneumatiki hard.
kjer bi lahko dejali, da bi voznik lahko vozil bistveno bolj agresivno, se ne bi toliko bal degradacije, ampak zopet nisem prepričan, da bi bila ta varianta tudi uspešna. Za konec, ker je treba dati 3 čisto drugačne variante, je tu še verzija z 2 postankoma. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati 20 krogov, nato 31 na medium in nazaj 20 na pneumatiki soft, kjer zopet nisem prepričan, da bi s tako razporeditvijo bilo možno nekje nadomestiti izgubo časa, ki jo prispeva tisti postanek več. Ampak, kot sem povedal, to so moje osebne napovedi, ki so, kot že mnogokrat doslej, lahko tudi popolnoma napačne. A videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo na sami dirki za veliko nagrado Mehike. Kot sem povedal, tokrat ima Ferrari prvič letos nekakšno realno možnost, da lahko tudi zmaga dirko. Čeprav sem povedal, da tam v ritmu in zagotovo še nekaj manjka, ampak zgodi se lahko marsikaj. Kar se tiče boja za naslov, imamo seveda zanimivo štartno pozicijo, kjer je Lando Norris osamljen tam spredaj in nato imamo v ozadju tako Maxa Verstappena kot Oskarja Piastri. Piastri bi lahko tu izgubil vso prednost, ki jo ima pred Norrisem. In nato bi verjetno pri McLarenu izbrali Norrisa kot svojega prvega voznika. Ampak o tem se bomo pogovarjali seveda po sami dirki, ko bomo vedeli, kaj se je zgodilo. Ampak za danes, za zadnji briefing je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.